Hojla, Maruša tukaj iz edogodek.si. Pred časom me je ena spletna edukatorka, edopodjetnica vprašala, če imam v žepu še kakšen trik za kakšne zanimive popestritve oziroma zanimive načine prezentiranja vsebine ali pa kakšnih kvizov pa kaj takega, s čimer bi lahko še dodatno popestrila svoje spletne tečaje, to se pravi predvsem tiste posnete spletne tečaje, predpripravljene spletne tečaje oziroma vodene mentorske ali coaching programe. In sem mi takoj potegnila enega asa iz rokava, ki verjamem, da je res uporaben tudi za podjetnike, tiste, ki imate, bom rekla, svojo lastno spletno stran na WordPressu, kot tiste, bom rekla, spletne edukatorje, ki mogoče delate v nekih drugih okoljih in imate na voljo Moodle oziroma pač to Learning Management System Moodle. Skratka, gre za gradiva, interaktivna e-gradiva, pa samo na kratko tukaj le pokažem, v bistvu, kaj je to en primerček takih gradiv, kako to izgleda. Tole, če pogledate, boste prepoznali, tole je postavljeno na moji spletni strani, ki je postavljena na WordPressu. Enako zadevo, torej čisto isto gradivo, imam pa naloženo tudi v spletni učilnici na platformi Teachable. Torej, gre za e-orodje, torej H5P orodje, ki v bistvu omogoča izdelavo interaktivnih gradiv in mimogrede je orodje je dokaj enostavno za uporabo in pa predvsem je tudi na voljo brezplačno. Gre namreč za open source tehnologijo, skratka odprto kodno zadevo, ki je v bistvu na voljo širši skupnosti. Brezplačna je, zdaj morate se zavedati, v bistvu tukaj je zadeva taka, da gradivo pač mora nekje gostovati, ne. Torej tisto, kar je poanta tega, je, da gradivo pač je treba nekam naložiti in zato potrebujete neko lastno platformo, bodisi WordPress, torej lasten WordPress, ne wordpress.org, ampak lastno spletno stran na nekem lastnem strežniku, kjer domuje. Lahko pa tudi, če imate Moodle, tudi Moodle se da vpeti, skratka bistveno je, tako kot za video gostovanje, za spletne tečaje pač potrebujemo namreč nekje prostor, kjer ta zadevica gostuje, potem pa lahko tam to v bistvu uporabljate brezplačno. Ker namreč treba razumeti, H5P, če boste šli vtipkat na net, boste najdli tudi platformo, ki pa je plačljiva, ker vam tam zagotavljajo gostovanje te vsebine, ne. Tako da zdaj pa, če imate svoj WordPress ali pa svoj Moodle, lahko to skreirate tam in v bistvu gostuje vsebina na vašem strežniku. Zdaj, kaj te H5P-ji omogočajo? Omogočajo na eni strani prezentiranje vsebine, to se pravi, namesto tega, da posnamete recimo nek določen del vsebine v obliki videa, ga lahko seveda posnamete oziroma ne posnamete, ampak pripravite v obliki interaktivnega e-gradiva. To pomeni, zlasti pri prezentiranju vsebine, to pomeni, da lahko večje enote ali pa nekaj bolj, bom rekla, zapakirate, ne vem, naredite kombinacijo tega, da imate, ne vem, da ljudje klikajo in to, kot smo videli v mojem primeru, ne, klikajo in dobijo dodatne informacije in tako naprej. Oziroma pač različni načini prezentiranja so, ki omogočajo seveda, da majčkeno več vsebine mogoče zapakirate na en tak raziskovalen način, interaktiven način za vaše udeležence v neko zanimivo e-gradivo. Seveda, ne, to ni mišljeno zdaj pač, da je to zadeva za igračkanje, ne, tudi mora biti pač nekako, kljub temu, da govorimo o nekem takem multimedijskem gradivu, ki je sicer ponavadi bolj zabavno, mora biti v ozadju pač neka didaktična vrednost oziroma pač neka smiselna, kako naj rečem, neka smiselna namen, kaj je pač pravzaprav cilj tega, da smo vsebino zapakirali na tak način. Tako da po eni strani lahko prezentiramo vsebino, po drugi strani je pa kar nekaj aktivnosti, ki so v obliki teh e-gradiv pripravljene, pripravljenih za preverjanje znanja, ne, zdaj ne glih mogoče čisto tisto testiranje klasično, ne, ampak recimo lahko klikate, recimo date lahko ljudem, da označijo na sliki pravilno področje in tako naprej. Skratka, spet neke take bolj interaktivne zadeve, ki jih pravzaprav s samim video prikazom ali pa mogoče z nekimi aktivnostmi v spletni učilnici, samo z nekimi, ne vem, PDF dokumenti in tako naprej, ne morete pripraviti. Zdaj, kot rečeno, vsebino skreirate na
nekem svojem, nekje, kjer gostujete, ne, to se pravi, tako kot smo rekli, ali imate svojo WordPress stran in si naložite brezplačen vtičnik H5P, H pa številka 5 pa črka P. Enako tudi lahko naredite na Moodlu in torej tam skreirate vsebino. Potem pa to se pravi, zdaj pač tisti, ki uporabljate Moodle, lahko seveda to na Moodlu pač in skreirate in gostujete in udeleženci dostopajo do tega. Tisti, ki ste pa, bom rekel, bolj, ki pa uporabljate platformo Teachable ali pa Thinkific ali pa tudi kakršnekoli druge platforme, ki omogočajo embedanje vsebine, torej na podoben način, kot če vi naložite vsebino video na YouTube, pa ga potem tisto kodico upnete, embedate v neko učilnico ali pa na vašo spletno stran. Na enak princip deluje tudi ta zadeva, skratka, pridobite kodo, torej, ko na svoji spletni strani, recimo na WordPressu, skreirate vsebino, pridobite tam kodo in to kodo prelepite v spletno učilnico in v bistvu pravzaprav vaša spletna učilnica na Thinkificu, Teachable ali kjerkoli drugje prikazuje v bistvu vsebino z vaše spletne strani. Ne? To se pravi, če bi zdaj vaša spletna stran dol padla, pomeni, da tudi vaši udeleženci v spletni učilnici ne morejo dostopati, ampak recimo, da v idealnih razmerah pač seveda vse te zadeve delujejo in si pač torej lahko udeleženci vaši pogledajo primer iz, torej vsebino, ki je sicer narejena in postavljena na vaši spletni strani, ampak v končni fazi tega vaši udeleženci ne rabijo vedeti. To je predvsem razlaga zdaj za vas, da razumete, kaj in kako deluje. Ok, torej kako se zdaj vsega tega skupaj lotiti? Najboljša varianta je, da greste na spletno stran H5P in poiščete Examples and Downloads, kjer si lahko ogledate celo kopico vseh obstoječih aktivnosti, to se pravi obstoječih tipov gradiv. Tako da tukaj lahko vidite, teh tipov gradiv je trenutno, mislim, da čez 40, vsake toliko časa pride še kakšen nov model in tako naprej. Skratka, si lahko tukaj pogledate. Zdaj, kar bi jaz ob tem predvsem rada poudarila, je to, da vi morate najprej imeti v osnovi idejo, kaj želite prikazati. To se pravi, ne lotevamo se izgradnje gradiv, H5P gradiv na ta način, da zdaj rečemo, ok, gremo na spletno stran, poiščemo primere, potem pa iščemo vsebino. Ne. Skratka, vedeti morate to se pravi, ko greste zbirati ustrezno H5P gradivo, ste torej že v fazi, ko imate spisano vsebino, ko imate že pripravljen dizajn programa, ko imate že pripravljeno v bistvu točno tudi vsebino, kaj boste pripravljali in potem na podlagi tega iščete ustrezen način prikaza, ker šele takrat boste lahko sploh pravzaprav našli najbolj ustrezno opcijo, najbolj ustrezno opcijo tegale e-gradiva. Vsak tip e-gradiva lahko takole v bistvu potem na tej strani, kjer so primeri, lahko tudi poklikate, tako da ga v bistvu oziroma ne poklikate, ampak preklikate, zato da vidite, kako zadeva funkcionira in da vidite pravzaprav, če vam ustreza glede na vaš tip vsebine. Potem pa greste v svojo platformo in odprete pač ta H5P vtičnik in poiščete ta tip vsebine v svojem repozitoriju vseh teh tipov e-gradiv. Mimogrede, vsebina oziroma vtičnik je na voljo, večino vtičnika je, torej govorim zdaj WordPress oziroma tudi Moodle, no, saj je v bistvu ista fora, je na voljo v slovenščini, tako da vam ni treba se ukvarjati kaj dosti s prevajanjem, samo izberete v bistvu jezik slovenski in bo avtomatsko dalo udeležencem, torej udeleženci bodo potem videli v slovenskem jeziku, pa na voljo je še kar nekaj drugih tujih jezikov, predvsem evropskih, tako da v bistvu je zelo primerno tudi za kakšne mednarodne projekte in tako naprej.